tebe ne dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta popregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Pozdravnemu govoru vabim gospoda Tadeja Beočanina, župana občine Ajdovščina. Gospod Beočanin, izvolite. Spoštovane članice in člani Društva Tiger, rodoljubi in domoljubi, cenjeni gostje. Dobrodošli v Ajdovščini. V naši občini smo ponosni, da ste za slovesnost ob visokem jubileju organizacije Tiger izbrali prav Ajdovščino. Primeren okvir temu izjemnemu dogodku predstavlja prav ta dvorana, v kateri se nahajamo, saj je bila na tem mestu v izdihljajih druge svetovne vojne ustoličena narodna vlada Slovenije. Gre za enega ključnih korakov na poti do slovenske samobitnosti. Po 25 letih fašističnega zatiranja in vseh strahot vojne je za vse Primorce nastopilo veliko olajšanje. Ajdovščina za nekajdnevno prestolnico Slovenije takrat ni bila izbrana naključno, pač pa kot geografsko središče Primorske. Da se torej svetu pokaže, da je celotna Primorska del Slovenije. Kajti, kot je tedaj dejal predsednik Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta Josip Vidmar, so ta, citiram, kraj izbrali po dvojnem kriteriju. Prvič za dokumentacijo, da je ta zemlja naša in da je ni sile, ki bi nam jo še kdaj iztrgala, in drugič, da je Ajdovščina kraj, ki je geografsko središče ene najvažnejših dolin slovenskega Primorja in kot tako od nekdaj važno politično središče. Vipavska dolina je zaradi svoje strateške lege že iz rimskih časov predstavljala najkrajšo prometno povezavo med vzhodom in zahodom Evrope. Tudi v težkih časih po prvi svetovni vojni je dolina omogočala tako idejne kot tudi materialne kanale med goriškimi kulturnimi in narodnimi krogi in Slovenci onkraj Rapalske meje, pa tudi med tigrovskimi celicami po celi Vipavski dolini. Čisto na začetku se nad našo dolino vzpenja mogočen hrbet Nanosa. Zdi se, kot da sredozemski klimi in rastju krije hrbet pred mrazovi s severa. Prav tako je nudil zavetje prvim domoljubom, ki so v rastočem fašizmu že kmalu prepoznali njegovo uničevalno bistvo in neposredno grožnjo obstoju slovenstva na zahodnem delu etničnega ozemlja. In kot je luč z našega očaka Nanosa mornarjem v razpenjenih valovih Tržaškega zaliva pomagala najti varen pristan, tako je Nanos pred 90 leti spet postal svetilnik vedno širšega odpora proti italijanski politiki razčlovečenja Primorcev. V začetku tanke niti tigrovskega gibanja so se sčasoma razpredle v dovolj trdno mrežo, po kateri je žar novega dneva šinil do poslednjih primorskih domov. Zato vam, spoštovane tigrovke in tigrovci in vsi rodoljubi, čestitam ob tako pomembnem dogodku, ki bo zagotovo dodatno umestil fenomen tigrovstva v zgodovinski okvir. Bodimo ponosni na svojo zgodovino in na plemenita dejanja. Naj nam bo za vzgled in oporo v času, ki sicer ni tako kritičen, pa vendar zahteva jasno vizijo in odločnost, kot so jo premogli domoljubi, tedaj zbrani na Nanosu. Naše misli in ravnanja morajo biti usmerjena v boljši jutri vseh nas. Občina Ajdovščina vse razpoložljive vire usmerja v razvoj občine v prepoznavno, učinkovito, konkurenčno, zeleno in življenju prijazno gospodarsko, politično in kulturno središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto v mestu in na podeželju. In tudi v ohranjanje tistega,
za kar ste se borili še preden je moja generacija prišla na svet. Rojeni smo bili v svobodo. In tudi od tu izvira naša pomembna naloga, da to svobodo varujemo in jo ohranimo pomen. Spoštovane in spoštovani, želim vam, da bi se v Vipavski dolini dobro počutili in da boste z tega zgodovinskega kraja in dogodka odšli z dvignjeno glavo in s prijetnimi vtisi. Srečno! K še enemu pozdravnemu govoru sedaj vabim gospoda doktorja Savina Jogana, predsednika društva Tiger. Izvolite. Spoštovani, naše društvo Tiger Primorske se je po svojih, v jubilejnem letu ob 90-letnici ustanovitve protifašistične organizacije Tiger takratne Julijske krajine, h katere spominu in uveljavljanju njenih temeljnih izročil je obrnjeno naše društvo Tiger Primorske, smo oblikovali obsežen ter raznovrsten program. Njegov osrednji del se je začel uresničevati s polaganjem vencev na mestu ustanovitve organizacije Tiger na Nanosu maja, ter nadaljeval že tradicionalnim pietetnim kulturnim programom ob trenutku ustrelitve bazoviških junakov 6. septembra ob 6:43 na bazoviški gmajni. Vključuje pa številna srečanja, okrogle mize, pogovore, predavanja, medijske dogodke. Katere vrednote, poudarki in nauki iz tega odmevnega gibanja v slovenski zgodovini so v žarišču naših današnjih prizadevanj in delovanja? Prvič, enotnost, kakor se kaže v dejstvu, da so se z ustanovitvijo Tigra septembra ali oktobra 27 posamične oblike odpora fašističnemu zatiranju povezale v enoten tok, v usklajeno in tesno prepleteno delovanje vseh narodnostno zavednih in demokratičnih naprednih sil. Drugič, jasen in premišljen program delovanja te organizacije, ki je vključeval odločno tudi oboroženo nastopanje zoper fašizem, povezano z razčlenjenimi metodami delovanja in trdno ilegalno organiziranostjo. Ukrepe za ohranjanje, uveljavljanje in razvoj naroda, njegove kulture in jezika in slednjič zahteve za uveljavljanje nekaterih socialnih ukrepov, za dostojanstvo ter temeljne pogoje za delo in pošteno plačilo, omejitev pretiranih davkov, preprečitev razlaščanja slovenske zemlje in prisilnega izseljevanja. Šlo je torej za odločen in vztrajen tigrovski boj za svobodo in kruh. Kljub ilegalni organiziranosti, ki je omogočala udarnost organizacije, pa ta nikoli ni bila ločena od ljudi, ki so trpeli pod fašizmom. Vsi ti so vedeli, da obstaja skupina, ki se bojuje zoper tujčevo nasilje, nudili so članom zatočišče in se veselili ob njenih uspešnih akcijah. Boj Tigra, povezanega tudi z zborom svečenikov svetega Pavla in drugimi skupinami v enakih prizadevanjih, torej že od začetka ni bil naloga nekakšne skrivnostne klike, temveč stvar celotne trpeče Primorske. Prevedeno v današnji jezik, naj bi te zaveze za uresničitev tigrovskega poslanstva pomenile predvsem naše skupno prizadevanje za preprečevanje slehernih aktivnosti, nasilja in pritiskov, ki ovirajo ali onemogočajo normalen, ploden razvoj posameznika in narodne skupnosti kot celote. Nedvomno gre tu za dovolj zavez za danes in za generacije, ki še prihajajo. Naše društvo Tiger Primorske se po svojih skromnih močeh vključuje v ta prizadevanja, predvsem z ohranjanjem, preučevanjem in spoštljivim odnosom do tigrovskih vrednot. Žal je tak spoštljiv odnos premalo. Vsakim dnem smo namreč priča pojavom,
kot so nove evropske profašistične stranke ali nedavne grozljive podobe policijskega nasilja v Kataloniji, ki kažejo, da je bil fašizem zmagal v drugi svetovni vojni sicer vojaško premagan, vendar pa je žal marsikje preživel in se zdaj skupaj z neoliberalističnimi metodami izkoriščanja vrača kot politična metoda in miselni vzorec v boju za samostojnost narodov in svobodo posameznikov. Ostanimo torej na preži in fronti zoper take pojave in naše življenje resno in odgovorno, v naše življenje resno in odgovorno vključujmo vsebino v tigrovskih časih oblikovanega gesla pozdrava: smrt fašizmu, svoboda narodov. V imenu društva Tiger prisrčno pozdravljam vse udeležence današnjega jubilejnega srečanja, posebej pa po naših podatkih edinega preživelega člana tigrovske organizacije, Lojzeta Kralja iz kanalskega konca, tu v prvi vrsti. Jožeta Deklevo, sina enega od ustanoviteljev Tigra na Nanosu. Podpredsednika državnega zbora gospoda Matjaža Nemca. Posebej in za to prireditev pa še slavnostnega govornika, priznanega zgodovinarja Primorske dr. Branka Marušiča, župana občine Ajdovščina gospoda Tadeja Beočanina kot pokrovitelja današnje slovesnosti, primorske poslance, delegacije primorskih občin, delegacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, Zveze društev General Maister, Zveze združenj borcev za vrednote in obe Slovenije, Zveze društev vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne, Zveze vojnih veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze slovenskih častnikov in Zveze društev in klubov Moris skupaj s člani našega društva. Poseben pozdrav velja pripadnikom enot Slovenske vojske ter vsem nastopajočim. Pozdravljeni. Mi smo ubežniki, mi smo izgnanci, sestra nam cesta je, brat nam je glad. Matere v sužnosti, v ječah so znanci, mi pa verujemo v našo pomlad. Čujete krike gorja po Primorju, Istra nas čaka, Goriška in Kras. Bratje, svetlika se na obzorju, strnite vrste, bliža se čas. Kmalu dotiče čas, dotiče Trstnica, divje odmeva v okrik sred noči. Maščeva zovica, maščeva zovica, obzori krvavi, nebo zažari. Sedaj pa k slavnostnem govoru vabim gospoda doktorja Branka Marušiča.
Spoštovani, nocoj smo se zbrali, da počastimo 90-letnico ustanovitve Narodno-revolucionarne organizacije Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini s akronimnim imenom TIGR. Bilo je na Nanosu v mesecu septembru leta 1927. Govoriti o organizaciji, ki je bila edinstvena in še danes s to svojo značilnostjo bega zgodovinski spomin, je vznemirljivo, saj je z njenim delovanjem povezano kar nekaj nejasnosti, ki se začenjajo lahko že s temeljnim vprašanjem, kdaj se pripoved o Tigru začne. Ali naj se pripoved začne z dnem, ko so med Prvo svetovno vojno in po njenem koncu stopile na slovenska tla italijanske zasedbene čete, ali naj bo začetek prav dan požiga Narodnega doma v Trstu 13. julija 1920. leta, ali naj bo to 3. september 1920. Ko je v Julijski krajini izbruhnila splošna stavka v podporo zahtevi za ukinitev italijanskega okupacijskega sistema in zoper naraščajoči fašistični teror. Pomislimo lahko tudi na 21. junij 1922. leta, ko so furlanski fašisti upozorili kazensko ekspedicijo pravo križarsko vojno nad Kobarice in Kobarit, ali na trodnevje med 1. in 3. avgustom leta 1922, ko je v spopadih med fašisti in antifašisti v Trstu in Miljah bilo več ljudi ranjenih. Zagotovo so razlike med prvimi leti italijanske okupacije in vladavine ter med časom, ko je oblast prevzel fašizem. Od prvega dne dalje je tedaj vladal spontan odpor zoper okupatorja, kot razočaranje nad izidom Prve svetovne vojne, njena podlaga pa so bile tudi izkušnje z irredentizmom iza predvojnih let. Nastop fašizma, ki mu je bila prva ovira do oblasti komunizem, je vzbudil prve poskuse organiziranega zoperstavljanja temu ekstremnemu italijanskemu nacionalizmu. In tako lahko že na začetek pripovedi postavimo rojevanje organizacije TIGR, to se pravi Trst, Istra, Gorica, Edini, Reka, v Trstu leta 1924. Ali kasnejšo organizacijo Orjuna-Vid. Nista dolgotrajno delovali, a sta ustvarili učinkovite zametke antifašističnega odpora. Bilo je torej že nekaj antifašističnega delovanja, še preden se je ustanovila Narodna revolucionarna organizacija na Nanosu. In tako smo že pri njenem nastanku, meseca septembra 1927. Njegovi udeleženci tega sestanka, Albert Rejec, Zorko Jelinčič, Jože Dekleva, Dorče Sardoč, Andrej Šavli in Jože Vrnal, so ga opredelili kot ustanovni sestanek ilegalne vojaške organizacije, ne oziraje se na to, da se je nekaj udeležencev sestanka na Nanosu aprila 1937 v Gorici pri Maksu, v gostilni pri Maksi, udeležilo ustanovitvenega Goriškega narodno-obrambnega društva. To srečanje je njegov udeleženec Avgust Filigov označil kot ustanovitev tajne organizacije. Toda skoraj sočasno z nastankom na Nanosu se je povezala tudi tržaška mladina, člani razpuščenih društev v organizacijo, ki je v začetku leta 1928 dobila ime Borba. Tudi njen cilj je bil brezkompromisen boj zoper fašizem in priključitev Primorske k Jugoslaviji. Sestanek na Nanosu je tudi prispeval k enotnosti ilegalnega slovenskega protifašističnega gibanja, ki je zajelo prostor zahodne Slovenije do Rapalske meje in Hrvaško Istro. Na tem ozemlju je organizacija imela 134 celic in sredi 30 let med 2000 in 3000 člani. Tudi leto ustanovitve TIGR-a ni slučaj. Saj je bilo leta 1927 so bila ukinjena slovenska društvena dejavnost, naslednje leto pa je sledila prepoved slovenskega časopisja. Tudi do danes je ostalo še nekaj vprašanj in nejasnosti, povezanih z delovanjem TIGR-a in pravilno ugotavlja dr. Aleš Gabrič, urednik nedavno objavljene knjige TIGR v zgodovini in zgodovinopisju, in sicer, citiram, da se o organizaciji TIGR že desetletja krešejo mnenja, ali o njej znanega dovolj, se o njej preveč piše, ali pa je v zapisih morda označena z napačnimi predznaki. Kdo so bili primorski uporniki zoper fašizem? Gre za skupnost ljudi,
z različno politično, idejno in socialno pripadnostjo ter z različnim deležem v tem odporu. Razpeto med duhovščino, ki je po ukinitvi slovenskega pouka učila šolsko mladino maternega zliva po cerkvah, med starši, ki so svoje otroke učili materinščine iz čitanke Prvi koraki, ali med slovenskim državnim poslancem Engelbretom Besednjakom, ki je Mussoliniju v poslanski zbornici povedal, da se bodo po ukinitvi slovenskega pouka v javnih šolah domovi slovenskih staršev spremenili v učilnice. In še, da se vladavine menjajo in spreminjajo, narodi pa ostanejo. Ta skupnost je delovala v tajnosti, na zaupanju in v neposem neformalnih okvirih. Bil je spontan, tajen upor, v katerem ni imel nihče prvenstva, imel pa je skupen cilj nasprotovanje tisti italianizaciji, ki jo je spočela in uresničila fašistična doktrina. Na tem mestu je primerno, da ponovimo mnenje profesora Marte Verginela. Citiram: videti danes v vsakem primorskem uporniku tigrovca, v vsakem tigrovcu ne komunista ali pa terorista in v vsakem partizanu komunista, pomeni v končni verziji zmanjševati število spremljivk, s katerimi je predelana polpretekla primorska zgodovina. Konec citata. Prav zato se vsaka antifašistična dejavnost na Primorskem ne more poistovetiti s tigrovstvom, kot tudi nima upor proti fašizmu izključno nacionalnih prvin. Torej vsak upor je zelo kompleksno dejanje, ki ga ni prav lahko definirati. Prepletajo se nekakšni spontani kodeksi taktičnega delovanja s primesjo terorizma, s preventivnimi ukrepi, ki nam je zavarovali uporno gibanje in pripomogli k njegovi uspešnosti. Srečevali smo jih skozi preteklost in jih srečujemo tudi danes, tudi tam, kjer se neka skupnost upira nasilju. Središče primorskega upora je nedvomno organizacija Tiger z geslom naš ideal je svoboda, naše sredstvo je borba. Da bi to izpolnjevala, je delovala propagandno pri ustvarjanju protirežimskega razpoloženja in tako preprečevala organizacijo, italijanizacijo in fašizacijo. Tigrovci so utemeljevali prepričanje in zavest, da na nasilje, ki ga država s svojimi zakoni izvaja nad manjšino, se mora na enak način odzivati, se pravi z nasiljem. Pregled zgodovine Tigra je obsežno, izvirno in izjemno poglavje v zgodovini primorskih Slovencev. Če pozamemo nekaj zgodovine, je potrebno meniti, da je za prvo obdobje med letom 1927 in 1930 značilno več nasilnih akcij Tigra. Potem se ta dejavnost umiri, zlasti po prvem tržaškem procesu leta 1930, ko padejo prve 4 žrtve: Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič. Sledi obdobje, ko se sicer demonstrativni napadi na inštitucije fašizma nadaljujejo, vendar ne tako silovito. Tiger sklene sredi 30 let s komunisti akcijski pakt v duhu evropskega ljudsko-frontovskega antifašističnega gibanja. Se povezuje z britansko obveščevalno službo, sodeluje pri diverzantskih akcijah v Avstriji in Italiji, doživi po italijanski okupaciji Slovenije spopad na Mali gori 13. maja 1941. Nato so bili nekateri tigrovci postavljeni decembra 1941 pred posebno sodišče in bili obsojeni na zaporne kazni. 4 tigrovci, Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos in Ivan Vrnal, pa so bili obsojeni na smrt. 5. smrtno obsojeni je bil komunist Pinko Tomažič. Spopad na Mali gori, ko pade vojaški vodja Tigra Danilo Zelen, ko je hudo ranjen Ferdo Kravanja in uspe pobeg Antonu Majniku, pomeni konec tigrovskega upora, a borba se je nadaljevala tudi potem, ko so se tigrovci vključili v narodnoosvobodilni boj pod vodstvom Osvobodilne fronte. Toda Tigra ni bilo med njenimi ustanovitelji. Tu se pravzaprav začenja tehtanje pomena in vrednosti Tigra, njegove vloge v antifašističnem in narodnoosvobodilnem boju na Primorskem in Slovenskem. Zagotovo so se dejanja in pripadnost nekdanjih tvorcev zgodovine ne da meriti z današnjimi političnimi merili in problematično je tudi razvrščanje oseb med tako imenovane prave in neprave osebe. Ocenjevanje vloge Tigra kot prvega organizatorja primorskega upora zoper fašizem in njegovo mesto v zgodovinskem spominu od tistega časa dalje, ko je nehala njegova aktivnost, ima vsaj 2 periodizacijski obdobji, ki jo razmejuje prelom 80. in 90. let 20. stoletja.
V prvem razdobju je odnos do tigrovstva nekako sporadičen in zadržan. V matični domovini je pod vplivom ocenjevanja, ki ga je dr. Jožef Virl postavil v partizanskem dnevniku oktober 1944 leta v nekrologu ob smrti Ferda Kravanje Petra Skalarja. Pisal je o dveh sestavinah Tigra, o vodstvu, za katerega ni našel naklonjenih besed, se je bilo vpleteno v delovanje angleške obveščevalne službe. Članstvo pa je imelo, tako Wilfan, poštene rodoljubne namene. Kasneje se kot razlog odklanjanja pokazalo stališče bivših tigrovcev, da je bila njih organizacija, citiram, prvi in pravi pobudnik vstaje na Primorskem in ne komunistična partija. To so odklonili na seji izvršnega komiteja, centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije 13. junija 1958 leta. Bilo je vprašanje prestiža in ljubosumja, kdo je Primorce nagovarjal fašizmu, antifašizmu, ki je imel v Evropi pravzaprav velik odmev. Toda junijska seja partijskega vodstva je bila nekakšen prelom, da je obdobje, ki je sledilo, se polagoma omehčalo in omehčalo se je odnos do Tigra. O njem se je čedalje več pisalo, zlasti na način ohranjevanja zgodovinskega spomina, in Tiger je postal tudi izziv za zgodovinsko znanost. Tako, da je nastajanje in nastanek nove slovenske demokracije, ki je posegla z revizijskimi poskusi tudi v tigrovsko gibanje, je gradilo nova spoznanja na osnovah, ki jih je postavilo predhodno obdobje. Odnos do Tigra je imel veliko in ima še veliko razsežnost in različnost pogledov, kar se zrcali v razponu, ki sega od visokih državnih priznanj in odlikovanj pa do drobnih ideoloških in političnih obračunavanj, kajti dejstvo, da se politično obračunavanje današnjih dni odvijajo tudi na hibrovskem gibanju, ne potrebuje velikih razlag. Na prvem strokovnem sestanku v Trigu v Senožečah 1. junija 1990 leta je dr. Kacinova opozorila na trigovsko skupino, citiram, izogibati se sicer moramo nevarnosti, da iz nje ne naredimo mit, ki bi zamenjal do včerajšnji mit komunistične partije. Opozorila dr. Kacinove, kar s pridom uresničuje, pri čemer veliko, če ne v večji meri, pomagajo obračuni dnevne politike. In mit je tudi to, da slišimo, da je bil tigrovski prvi antifašizem v Evropi, da je bil Tigr zamolčan v slovenskem preddemokratičnem obdobju, da je poklicna zgodovina gibanja zamolčala, potvarjala in skreditirala, slovensko zgodovinopisje sploh ni znalo prikazati nasilja fašizma. Te sodbe še vedno najdejo svoje mesto v javnosti in očitno je, da bodo dobrodošle tistim, ki jim je nestrpno obračunavanje s preteklostjo pomembnejše od rekonstrukcije zgodovinskih dogajanj. Te dni je minilo 100 let, ko se je dogajanje prve svetovne vojne umaknilo sa slovenskih tal. Videli smo nedavno TV film, v katerem so bili tudi posnetki Mussolinijevega obiska v Kobaridu 21. septembra 1938 leta. Tistega dne so nanj na Mussolinija pripravljali tigrovci atentat. Če bi se uresničil, bi se verjetno drugače vrtelo kolo svetovne zgodovine. Toda pot miru je v Posočje prinesel, pravzaprav je prinesla poskus atentata, ta film ni posebej omenil, zato pa je poudaril pomen meddržavnega projekta Pot miru, ki poteka po stalinah prve svetovne vojne. Toda pot miru je v Posočje prinesel dolgotrajni proces dokončevanja druge svetovne vojne. Prav to je želel poudariti spomenik na Siriju, katerega vključitev v pot miru je preprečila izjava italijanske diplomatke, da v pot miru ne sodijo spomeniki posvečeni teroristom. Pri tem se je ugledna gospa ni vprašala, kdo in zakaj so ljudje postali teroristi. Očitno je, da mora še danes upogibati naše hrbte. Še vedno ne znamo postaviti se v bran naši preteklosti. Očitno je, da je narodnostna budnost, ali če hočete tigrovstvo, nam še vedno zelo potrebna. Hvala lepa.
Prijel ste že domov? Antija, ostanete še tle. Ostanete še tle. Še je polhanše. Je prevč, je prevč, je prevč, je prevč. Tihle dobrot. Tihle dobrot. Pej primo še en drugi bod, pej primo še en drugi bod, pej primo še en drugi bod. Kaj pej, ni Bog! Pej, pijte, pijte, vzemte dolja, vzemte dolja, vzemte dol, pej, pijte, pijte, vzemte dolja, vzemte dolja, vzemte dol. Je prevč! Če je, tako se dobro jemte. Rejšanca, ceh bo odpelu! Ceh je že odpelju. Pej! Je bilo lepo? Slovenci, Italija je velika država svobode. Dala vam bo iste pravice, kakor drugim svojim državljanom. Dala vam bo šole v vašem jeziku, še več, kakor vam jih je dala Avstrija. Čuvana bo vaša vera, kajti katoliška vera je vera vse Italije. Slovenci, bodite prepričani, da bo velika, zmagovita Italija skrbela za svoje državljane, ne glede na njihovo narodno pripadnost. 13. julija 1920 je bil požgan Narodni dom v Trstu. Plameni so uničili gledališko dvorano in kinodvorano. Zgorela je knjižnica, sedež glasbene matice, sedež Sokolskega, dijaškega in planinskega društva. Uničen je bil hotel Balkan z restauracijami in kavarno, Slovenska kreditna banka in sedež delavsko-podpornega društva. Nasilno je bil uničen veličasten simbol moči slovenske kulture. 31. oktobra
1926 so fašisti vdrli v kulturni dom v Gorici, sedež bralnega društva, Zveze prosvetnih društev, ženskega in telovadnega društva. Na dvorišče so zmetali knjige iz bogatih knjižnic, opremo, stroje in arhive. Zvečer so fašisti napadli trgovski dom, sedež pevskega društva in glasbene matice z gledališko dvorano. Skozi okna so zmetali knjige in inventar, ga zažgali in s hrupnim kričanjem plesali okoli ognja. Fašistična napadalna četa, Quis contra nos, je na stavbi izobesila prapor z mrtvaško glavo. Tako je v plamenih izginjala slovenska kulturna dediščina. Sredi leta 1927 so Italijani prepovedali delovanje vseh kulturnih društev. Poveljnik fašistične milice Emilio Grazioli je 1926 pisal: Slovanska društva, ki sedaj delujejo v Julijski krajini, gredo že v tisoče in vse jim pride prav za ustanovitev. Imajo najrazličnejša imena in namene, od pevskih društev do godbenih, gasilskih, športnih, mladinskih, kmetijskih, esperantskih. Samoumevno je, da ta društva služijo vsemu, samo ne tistemu namenu, za katera so bila ustanovljena. Kulturno delovanje se je nadaljevalo skrivaj po domovih, katerih podstrešja so prevzele dele knjižnic in v cerkvah. Kako je ta dejavnost ovirala fašizem pri zadevanju slovenstva, priča usoda mladega komponista in pevovodje Alojza Bratuža, ki so ga goriški fašisti zastrupili s strojnim oljem. Prah pocit
1. oktobra 1923 je smrtni udarec slovenskemu šolstvu zadala Gentiljeva reforma. 4. člen zakona je določal, da v vseh osnovnih šolah poučuje se v državnem jeziku. Tako je ostalo okrog 50 000 slovenskih otrok brez osnovnega izobraževanja v materinščini. Slovenski učitelji so bili po italijančenju šol večinoma odpuščeni, večina jih je emigrirala v Jugoslavijo. Ostali so bili predčasno upokojeni ali premeščeni v notranjost Italije. Kje ste, mladostne sanje, ko sem svetu verjela, da se nekaterih stvari v človeku in zunaj človeka ne da spremeniti. A življenje mi je dan za dnem dokazovalo, da je hudič močnejši od Boga. Človek ima eno srce, še najšibkejše je prečisto, da bi samo sebe zatajilo. In tako sem nekega dne snonela v vlaku in čakala, da me odpelje na jug. Bil je jesenski večer, sonce je zahajalo in mavrično gorelo nad Vipavsko dolino in robovi Trnovskega gozda. Ko je vlak vozil čez Sočo, mi je bilo, kakor da se mi je srce nekam zapletlo, zavozlalo in da se s slednjim sunkom vlaka trga od zemlje. Od Krasa, od Vipavske doline, od Brd, od Furlanske doline in od Hribovja nad Čedadom. Ne vem, s kakšnimi čustvi so drugi zapuščali domovino. Le to vem, da teh najšibkejših, a hkrati najbolestnejših občutkov ne bom nikoli pozabila. Otroci, ki me gledajo z bistrimi očmi, me kličejo za maestrino. Rada jih imam, da si se skoraj ne razumemo, ker ne znam narečja. Če le pobožam njihove glavice, mi je lažje. Toda to mi ne more ubiti spomina na moje slovenske otroke. Zapiram se v sobo in hočem biti sama. Na stene, ki sem jih našla gole, ko sem prišla, sem razobesila portrete slovenskih pesnikov, ki sem jih bila z leti izrezala iz časnikov in jih hranila. Na najvidnejše mesto sem obesila sliko svoje rojstne hiše. Portret, ki sem ga bila napravila kot dijakinja. In še slovenske knjige, ki stojijo na komodi. Ni jih mnogo, nekatere sem že 5-krat prebrala. Večino pesmi znam na pamet in jih zmeraj znova prebiram. Včasih me prešine čudna misel. Ali še tiskajo knjige v našem jeziku? Moj Bog, te knjige, ki jih imam, se mi kdaj pa kdaj zde kot spomenik umrlega jezika, ki ga edina še znam, ali imam nikogar, da bi v njem z njim govorila. Manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni znovi. Naš bil nekdaj je ves staraj, očetom našim domovina. Tuj narod tod se širi zdaj, naš raj je tujcem zdaj lastnina. Nad čavnom, kakor baklja se užge, potem ves dan visi nad vinogradi, ves dan ga milo prosijo škržadi, žgiše, žgiše, žgiše. In kakor da naenkrat je zažgalo, Benetke vidim in oglej, nebo vse rodeči od Trsta do Čedada. Ti šege stare si ohranil, deduje jih po oči sin. Le ti naš jezik si ohranil, da ni zatrl nam ga tujčin. Vzkliknil sem, iz globočine mojega umirajočega srca je planilo mati. In zaklical sem v tej bolečini, v tem predsmrtnem spoznanju, domovina! Tod bodo živeli veseli ljudje. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Le njemu niso zlomljene peroti, da boja se za dobro stvar še loti. O uspehu ga kot mene dvom ne moti. Naš ded tu pisal svoja dela, naš govor čusi prek poljan, tu pesem naša je živela. Bojiš se, nenadoma pa se ozreš in vidiš, da se drugi ne bojijo in se tudi ti ne bojiš več.
Dragi kristjani, kaj bi storili, ako bi zahtevali od vas, da zapustite svojo rodno zemljo? Kaj bi storili? Ali ne bi šli iskat pravice? In če bi pravico našli slepo, kaj potem? Kaj bi storili? Ali bi kot mevze klonili glave in z malho in palico kot berači odšli po svetu? Ne. Sami bi si vzeli pravico. Ali še ne bi mi postavili v bran in ne bi dali zemlje, ki ste jo prejeli od svojih dedov in jo hočete ohraniti svojim sinovom in vnukom? Kaj boste storili zdaj, ko vam hočejo vzeti jezik? Ali boste vdano klonili glave in zalajali, ko ne znate drugega jezika? Še vsaka ptica je dobila svoj glas. In nikomur ne pride na misel, da bi zahteval od slavca naj zvizga pokosje. Čemu tedaj to zahtevajo od nas? Ali boste znali braniti dediščino svojih očetov? Lejte, kaj boste izgubili. Čujte, kako lahko zvoni, kako poje od srca do srca, kako odneva od duše do duše. Le eno vas prosim vas, oklepajte se svojega jezika, sprav tako ljubezno kot svoje zemlje. Čuvajte ga v svojih domovih kot ključko, da ne uhasne. Pride dan, ko ga bo usoda zopet poveličala. To, da Božje pravice in dobrote bodo deležni le tisti, ki so znali ohraniti, kar so prijeli od Božjih rok. Ostali pa bodo zaznamovani kot hudodelci. Vzet jim bo dušni mir in zemski blago. Preklinjali jih bodo otroci in vnuki vnukov. Amen. Naj čuje zemlja in nebo, kar nas pobrati mi pojo. Naj se od ust do ust razliga, kar tu med nami vsak prisiga. Da srce zvesto kako zdaj, ostalo bude vekomaj. Da srce zvesto kako zdaj, ostalo bude vekomaj. In ko ločitve pride čas, na razna pota žene nas. Tu na pobrati roko mojo, ti mi podaj desnico svojo. Da srce zvesto kako zdaj, ostalo bude vekomaj. Da srce zvesto kako zdaj, ostalo bude vekomaj.
sicer še nisem bil. Kakšna bo obsodba, ne dvomim. Ko bom mrtev, bi prosil, če bodo dovolili. Rad bi namreč spal na naši zemlji, med brati in slednjič med vami. Vsaj to poslednjo željo upam, da mi bodo spolnili. Ako bom vedel to, bom dosti bolj mirno šel v smrt. Pred zemeljskimi sodniki sem kriv, pred večnim pa nisem, ker on ni prepovedal nobenemu ljubiti svoje domovine. Vaš Simon. Tigrovcem je šlo za preprečitev narodnega izginotja. Tiger se je uprl po italijančevanju in fašističnemu nasilju. Tiger je bil prva ilegalna narodno-obrambna organizacija Slovencev za osvoboditev Primorske izpod italijanske okupacije. Tiger je bila prva protifašistična organizacija v Evropi. Tigrovska zagrizenost, ponos, pogum, vera in pripravljenost na žrtve so izhajali iz visoke narodne zavesti vseh Primorcev. Tiger je bila duša Primorcev. Tiger so bili Primorci. Tiger je bila Primorska. Naše mesto, v zraku strah, naše pesmi, črni vrak. Kdor si upa, je junak, kdor obupa. Tu rojeni, tu doma, tu mladost je mimo šla. Par besed in plaz gorja, resnica vedno vse prizna. Črni bratje svetlini, kjer soseda vsak pozna. Mladost se teme ne boji, tam kjer je doma. Ne bo nas več fašist teptal, ne tlačil nas krvavo. Tukaj rod bo naš ostal, naš jezik, naše pravo. Črni bratje, svetli dni, tudi mi smo tu doma. Naj ta pesem poleti, naj jo vsak pozna. Ne bo nas več fašist teptal, ne tlačil nas krvavo. Tukaj rod bo naš obstal, naš jezik, naše pravo. Črni bratje, svetli dni, tudi mi smo tu doma. Naj ta pesem poleti, naj jo vsak pozna. Hvala lepa, meni so dovolili, da edino jaz lahko govorim. Od nastopajočih, mislim. Sam to mislim, da ne smemo živeti v preteklosti, ampak moramo živeti v sedanjosti. In zato bo ta ena pesem iz sedanjosti, ki pa jo ne poznate, pa nič hudega, ne. Nihče ne ve zakaj, nihče ni videl kdaj. Naenkrat od nekod z zahoda pa na vzhod je planilo nad nas.
praznično na glas. In padle so zastave, rdeče, bele, plave, padle so zastave, rdeče, bele, plave. Nihče ne ve kako, nihče ni videl kdo, je kar namesto nas spremenil tisti čas, kot bi obrisal prah, je smeh spremenil strah. In padle so zastave, rdeče, bele, plave, padle so zastave, rdeče, bele, plave. Nihče ne ve zakaj, nihče ne ve kaj, nihče ne gled nazaj, hiteli smo naprej, ta novi čas brez mej. Ker človek je samo glava in telo, ker človek je samo glava in telo. In padajo zastave, rdeče, bele, plave, padajo zastave, rdeče, bele, plave. Nihče ne ve zakaj, nihče ni videl kdaj, nihče ne ve kako, postali smo blago, vredni komaj kaj. Na dolgi poti v raj, potisnjeni na dno, pa smo bili zlato, potisnjeni na dno, pa smo bili zlato, potisnjeni na dno, pa smo bili zlato, potisnjeni na dno, pa smo bili zlato. Gloria, 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 gloria. Hvala lepa. In prišla je svoboda. In del Primorske je bil vrnjen k matični domovini. In dobili smo slovenske šole in slovenske kulturne ustanove. In pisali smo knjige o junaškem boju Primorcev. In v zanosu bi skoraj pozabili na tigrovce. In skoraj pozabili na tiger. Morje! Ej, Boga mi, dočakal si, dočakal. To bi bil ata vesel, pa ni dočakal. Ni. Vedel pa je, da boš ti. Saj mi je večkrat dejal, da bom na svoji zemlji svoj gospod. Boš, Orlič. Krasna si bistra hči plani, brtka v prirodni si lepoti, koti v prozorni globočin, nevihte tamne srtne moti. Krasna si hči plani, krasna si hči plani. Tvoj tek je živ in je lega, ko hodek let z planine, in jaz
jasna si kot gorski zrak, in glasna si kot spev krepak, planinske je mladine, planinske je mladine. Krasna si hči planin, krasna si hči planin, si hči planin. Krasna si bistra hči planin, ti meni si predraga znanka, ko z gorskih prišumiš dobrav, od doma se mi zdiš poslanka. Krasna si hči planin, krasna si hči planin. Bog sprimite tu sred planjav, nesočo mi pozdrave. Na rosah sinjega neba, na rosah zelenih gorah, lepoto to si pila, lepoto to si pila. Krasna si hči planin, krasna si hči planin, si hči planin. In dobili smo samostojno državo. In tako smo se veselili in skoraj pozabili, da je v Italiji ostala precejšna množica Primorcev. In pozabili, da njihov boj za narodno uveljavitev še traja. In pozabili, da so del slovenskega narodovega telesa, najbolj ustrajen in ponosen del. In se jih, kot država, spomnili samo, ko smo nabirali politične točke in jih postavljali na ogled kot izgubljeni del folklornega izročila. In dobili smo samostojno državo. Tiger je postal eden od gradnikov te samostojnosti. In o tigru se je začelo vedno več in več govoriti. In tiger se je v našo zavest vračal vedno močnejši. In to je postala beseda ljubezni do svojega naroda in kulture in jezika. In ta beseda je začela odmevati v nas mladih. In nas združila v vrtinec spoštovanja in ljubezni do materinščine. Pustite nam pjet, tako, ker nam je všeč. Govorit nam je krat. Pisati nam še brat po tistim jeziku, ki mat nas je bil, z vsenjo ljubezno navada nas je. Pustite nam met, vse bratre za bratre, vso našo družino nazaj popedir. Pustite nam rože, po našem sadite, zvonit za novico, po našem zvonit. Potle boste videli, če znamo še mi veselo zabriskati, včasih staviti. Popotnik sem, ki hodim po tej deželi, iščem srečo, iščem njeno pot. Domoljubje je imeti rad svoj kraj, svoje starše, nono in norata, njihove zgodbe. Imeti rad svojo vas, svoje mesto in zgodbe, ki so se v njem zgodile. Hoj dolina, oaza sredi hribov, polna si življenja, polna si plodov. Biti ponosen, da si Slovenec, imeti rad svoj jezik, pesmi in ples, domoljubje je imeti rad svoj dom. Hoj visoke gore, kot vojaki branite nas za vlod. Primorska je svetu malo, na severu visoke gore, prekrite snegom in težko zgodovino. Na jugu morje, veliko okno v svet, vmes trte,
vinogradi, sadovnjaki in njive. Hoj, ti slano morje, kjer počivajo mi noge. In Kras in Brda in Brkini, Primorska je velika pokrajina, nad katero bedi narod. Primorska je jesenski ruj in burja v Trstu. Hoj ti burja in tvoja nevidna moč. Tudi v naši vasi so bili tigrovci, mladi, pogumni fantje. Ko nam je bilo Primorcem najtežje, niso razmišljali in so naredili vse, da bi njihove družine živele v miru na svoji zemlji. Hoj ti dolge brajde, polne vina ste prigod. Nosili so knjige, tihotapili orožje, pripravljali akcije. Celo otroci naših let so bili z njimi, črni bratje. Kako so bili pogumni, sploh jih ni bilo strah. Hoj kleti, borjači in kamnite bajte, kar srce pogreša, kadar je drugod. Tigrovci so vzorniki domoljubja. Od njih se lahko naučimo, kako pomembno je živeti drug ob drugem, v miru, ustrajati in se potruditi za stvari in ljudi, ki jih imaš rad. Težko, da stopi sem gorje, težko, da zajoče tu srce. Primorska je srečna dežela z malo manj srečno zgodovino. Primorska je moja življenjska zgodba. Primorsko sem dobila od none in nonata, zato je Primorska zame darilo. Primorska bo za zmeraj ostala moj dom. Primorska je vedno našla pravo pot, zato vstani Primorska! Z bolestjo smo sebe zatrli, svoje ponižanje, svoje gorje. Krik maščevanja na ustih zatrli, ga zakopali globoko v srce. Toda gleklanil vihar je presilen, kot pajčevine raztrgal okol. Šinil je zopet žar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Šinil je zopet žar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Strojnice svojo so pesem zapele, zrak je pretreslo grmenje topov. Širne poljane so v ognju splamtele, klic je svobode vstal sredi gozdov. Širne poljane so v ognju splamtele, klic je svobode vstal sredi gozdov. Stala Primorska si v novo življenje, zdvignjeno glavo, korakaj nov čas. Borbah ponižanju, zmagah trpljenju, našla si končno svoj pravi obraz. Stala Primorska si v novo življenje, zdvignjeno glavo, korakaj nov čas. Borbah ponižanju, zmagah trpljenju, našla si končno svoj pravi obraz. Našla si končno svoj pravi obraz.
Spoštovani in spoštovane, skupščina Društva Tiger Primorske je na današnji seji, kot se za tako slovesnost spodobi, se spomnila na naše zaslužne člane, ki so pomembno pripomogli k krepitvi spomina in prenašanju spomina na organizacijo Tiger. In sicer spominsko plaketo podeljuje članom in posameznikom in organizacijam, ki svojim knjižnim in drugim delom bistveno pripomorejo k uveljavitvi vrednot, izročil in tradicij protifašističnega delovanja primorskih rodoljubnih organizacij. Mnenje skupščine je, da z veseljem in častjo podeli plaketo dvema. In sicer Andreju Jelačinu iz Kopra, našemu dolgoletnemu članu, ki s svojim delom pomembno prispeval k odkrivanju in nadaljevanju uveljavljanja resnic in vrednot tigrovskega gibanja. Jaz bi prosil, Andrej, če prideš na oder. Andrej, če ostaneš še malo gor. Drugo, spominsko plaketo Tiger skupščina podeljuje Evstahi Preglju, avtorju in razdelovalcu ideje o pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cirju, ki je tako vsebinsko kot tudi lokacijsko povezal boj slovenskega naroda na mestu in vse etape vpisal in vnesel noter v sam koncept tega spomenika, katerega vsebino nadaljujejo vse veteranske in domoljubne organizacije Slovenije. Jaz ne vem, če je gospod ga ni zaradi zdravstvenih razlogov, verjetno ne. Tretja, priznanje društva Tiger se podeljuje posameznikom, organizacijam in društvom in eden tak je tudi za spominsko plaketo določen, je gospod Vojko Čeligoj iz Ilirske Bistrice, ki tudi zaradi zdravstvenih razlogov danes ni prisoten in mu bomo izročili spominsko plaketo naknadno. Kot tretji nosilec priznanja društva, ki se podeljuje organizacijam ali posameznikom, ki imajo posebne zasluge pri uveljavljanju tradicije organizacije Tiger in pri ohranjanju vrednot slovenske kulture na narodno-brannem delovanju. Priznanje dobi dr. Milan Pahor iz Trsta. In še četrto, seveda vsega tega delovanja društva, vse podrobnosti, vsakodnevno aktivnost si ne moramo zamisliti brez naše drage Darje, administrativne moči, tako da je upravni odbor društva podeljuje pohvalo društva Tiger za njeno nesebično
in uspešno delo pri društvu. Darja. Naš Andrej želi besedo. Poštovani gostje, dragi prijatelji, v teh trenutkih, ko doživljam to priznanje, gredo moji spomini bolj k tistim, ki so začeli to upor, k tistim mučenikom, ki so bili strašostno mučeni, pretepeni in na koncu nepriznani. Moja zasluga napram njihovim zaslugam je malenkostna. Morda to, da sem leta 1971 predlagal Radio Koper niso oddaji o drugem tržaškem procesu, na katerem so bili komunisti, tigrovci, intelektualci. In takrat sem šele spoznal veličino tigrovskega gibanja. Takrat sem spoznal tudi veličino mojega rojaka Danila Zerena, vojaškega vodja Tiger. In takrat me je to zelo prizadelo, ker sem vedel, kako so ti ljudje bili tepeni, mučeni, žrtvovani in nepriznani. In sem sklenil, da nekaj moram napraviti. Prvo, kar sem predlagal pokojnemu pesniku Tonetu Pavčku, da napišem eno dramatizirano zgodbo o Danilu Zerenu, ker on je bil takrat programski vodja televizije v Ljubljani, vendar mi je rekel, dragi Andrej, to je prezgodaj, to ne bo šlo. Potem se je to nosil to bolj in željo v srcu in še pred osamosvojitvijo Slovenije sem predlagal, to je dokumentirano v moji knjigi, da postavimo Danilu Zerenu v Stenožeščah spominsko obeležje. Ko je prej dr. Marušič povedal, da je bil ta simpozij v Stenožeščah, je bil prvi na mojo pobudo in prav dr. Marušič me je pred tem podprl. No, potem sem pa seveda začel zbirati tudi denar za spomenik Danilu Zerenu in prav ta njihova borba, ta njihova tragedija me je spodbudila, da sem napisal dve pesmici, ki nekako odmevata v prostoru. Ena je posvečena Danilu Zerenu, napisal sem jo takrat, ko smo odkrivali spominsko ploščo leta 1991 in glasi se takole. Če greš srcem v boj, v tebi je žar, v tebi je moč, zato preziraš strah in smrtni znoj. Če greš srcem v boj in veš zakaj, pred tabo je cilj, zato ne izbiraš poti, ne v pekel in ne v raj. Če greš srcem v boj, prižigaš plamen in se ga ne bojiš, lahko z njim vnemaš druge ali sam v njem zgoriš. Če greš srcem v boj, ne rabiš zastav, tvoj bojni prapor je ljudstva trpljenje, le njemu zastavljaš srce in življenje. Če greš srcem v boj in padeš neznan, drugi pobirajo tvoje sadove. Ako umahneš v smrt, je konec boja in sanj. Ti šel si med prvim v boj, ko človek ni videl izhoda in padel takrat je, ko mnogim bila je še tuja beseda svoboda. No, ko smo pa odkrivali spomenik Danilu Zerenu, pa me je mene, čeprav sem med Primorci poznan zlasti kot humorist, bolj za šale, kot za kakšne resne stvari, ampak te verze je spodbudila ta bolečina, ki sem jo občutil ob tem usodi teh tigrovcev. No, potem sem napisal pa pesem tigrovcem, takrat, ko smo odkrivali spomenik Danilu Zerenu, tigrovcem,
In ta pesem je tudi uglasbena, v glasbo je profesor Jakob Jež, Prešernov nagrajenec. Glasi se pa takole. Vi ste zagrizli v jeklo z golimi zobmi. Vi ste prvi v Evropi verjeli, da je še luč, čeprav temi. Vi ste imeli v sebi žar, da zaustavite črni vihar, ki je sejal smrt. Vi ste dokaz, da narod zasužnjen ni ne mrtev, ne strt. Vi ste nam utrli pot, kako braniti je treba jezik očetov, zemljo in rod. Vi ste vodili upor, ko mnogi so vdano klečali. Ni vas ustavil teror, nikomur se niste predali. Hoteli so izbrisati vas strani zgodovine, a bili ste heroji in krik domovine. Svoboda nikomur ne pade z neba. Do nje so smrtnim znojem tlakovana tla. Hvala.